Ja, da zdaj moram. Kje? Živijo. Ne, malo zmanjka. Živijo. A to me vidva kličeta po telefonu? Ne. Čakaj, samo da vidim, kdo me kliče. Kdo sta pa vidva? Jaz sem Juš. Jaz pa Ema. A ja, fipcologi. Ja. Očkaj, malo sem zadremal. Čak sem Bojči, Bojan Imeršič me pokliče, ker Macbeta igra zdajle. Bojči! Sam sekundu. Ej, živijo. Tlele sem v garderobi, snemam neki. Živijo, jaz sem Jernej. Svoji. Ema. Živijo. Aha, dobro. Bomo prišli te pokukat. Okej, važi. A vi ste tukaj kar doma, zato ker imate poslo, pa tu imate kopalnico? Ja, mi imamo, temu rečemo drugi dom. Imamo prvi dom, tistega ne spustimo benga not, to je pa drugi dom, tle so vsi dobrodošli. A se dolgo učite kakšen tekst? Največkrat se učimo tam nekje od 2 do 3 mesece ponovadi. Tako najprej začnemo tako, da vzamemo tekst v roke, pa se usedemo za tako veliko mizo, ker nas je ponovadi 20, pa se pa počasi začnemo s tem, ker se pogovarjamo, se že v glavnem tudi veliko naučimo teksta. To je neverjetno, kako se človek nauči tekst, če sam pozorno bereš kaj. Te ni treba tako se doma piflati, v glavnem tako, v glavnem ne. A vi kdaj pozabite kakšno besedilo? Ja, pozabim. Nadaljevali bomo z vajo, zaželim si vsi za nadaljevanje vaje, prosim, na oder. Kaj je bilo pa tole zdajle? To se je pa zdajle inšpicient oglasil, to je pa, temu se reče vodja predstave, to je pa en gospod, ki tam ob odru sedi in on skozi spremlja, kaj se dogaja na odru in pa reče, pozor, Juš, pripravite se, čez 2 minuti imate 3 minute nastop. O, Macbeth! Kje si? Lega, pejte ga pozdraviti. Evo, poznate ti ga? Ja. Lega. Živjo. Jaz se poznava. Ja. Odkot? Od prejšnje oddaje. Katere? Valjda, mi smo delali našo oddajo. A res, ali kaj? Živjo, Bojan. Ema. Čau. Veš, kako se naredi igralcu, preden gre na oder, ker zdaj ima on en velik nastop? Veš, kaj se mu naredi? Kaj? Dajte še kdaj, popluvite ga. Čuj. In jaz moram reči, skite me ven, tle. Evo, že gremo. Za najstnike je predstava. Tudi najstniki so napisali tekst. Ja, šolarji, osnovnošolci so napisali besedilo in za osnovnošolce predstava bo to. Evo, to ste ziher, ste zaljubljeni, že vidimo, 100 kilometrov ste videli, da ste zatreskana. Jaz na žalost učiteljico igram, tako da... Oglej Bojana. Evo ga, a si ga spoznal? Ja. Evo ga, Bojči, tle bo še bil debel. A še koga poznata? Janez Škof. Bravo, Janez Škof. Pa Jurij Zrnec. Zrnec, bravo. No, zdaj gremo pa v en prostor, kjer smo igralci, ki so že prej rekli največ časa. Jaz sem pripričan, da nikoli ne boste ugotovili, kjer je ta prostor. A gremo v kino? V kino? Ne, kino ne. Kaj misliš ti? A gremo v bife? Kako pa sploh postaneš pravi igralec? Najprej si moraš to zelo želeti, pa to ti mora biti všeč, ta poklic. Pa greš pa se prijaviš na eno ustanovo, ki se reče Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. Tam se vpišeš, oni poizkusijo, če si ti za to ali nisi za to in pol hodiš tja 4 leta. Tisto šolo in se učiš igralstva. Jaz bi tudi to bil. Bi bil? No, dej. Dobrodošel v teater, zmer rabimo mlade, nove ljudi. Katera predstava je bila pa do zdaj najbolj tako za zjokat? Mnoge so za zjokat. Kakšna je pa tudi smešna vmes. Kjer jih je pa več za zjokat ali za zasmejat? Za smejat. Mi imamo radi smešne predstave. A se kdaj zgodi, da ljudje sploh ne nehajo ploskati? Ne, ni se še zgodilo, ker če bi se to zgodilo, pa zdaj ne bi tle sedeli na problemu še zmer ploskali. A veš, tako da zmer nehajo ploskati, je pa res, da se včasih zgodi, da bolj prej nehajo, včasih jim je pa zelo všeč, pa dolgo ploskajo. Pa gremo mi z odra, pa oni še ploskajo, pa pridemo še enkrat, pa se še enkrat poklonimo. Pa oni še ne nehajo ploskati, pa si v zad rečemo, zgleda, da jim je bilo zelo všeč, pa se še enkrat pokloniti, pa gremo še enkrat.